Tudi v Slovenj Gradcu so se pričeli tedni vseživljenjskega učenja, ki ponujajo mnoge različne aktivnosti povezane z učenjem, znanjem, deljenjem različnih veščin in še marsikaj. Zatvoritveno okroglo mizo pa je kot nosilec tednov vseživljenjskega učenja na Koroškem javni zavod Mocis predstavil koroške nominirance za nagrado Andragoškega centra. Kaj vse še pripravljajo? Gre za tedne vseživljenjskega učenja, se bodo dogodki odvijali od danes, ko smo otvorili, pa vse do 15. junija. Pripravili smo res pester nabor različnih delavnic, srečanj, izobraževanj, tečajev, ampak seveda pri tem Mocis ni sam. Mi imamo 45 podizvajalcev in skupaj z njimi snujemo to zgodbo. Tako da teme bojo res zanimive, pestre, dogajale se bodo pa po Mislinjski in Dravski dolini. Zakaj pa tako rečem? Zaradi tega, ker je Ljudska univerza Ravne pa skrbi za Mežiško dolino in Dravograd in tudi oni imajo tedne vseživljenjskega učenja. Javnemu zavodu Mocis pa predstavlja učenje temeljno vrednoto in poslanstvo, ki ga je potrebno deliti med druge. Predvsem pa poudarjajo, da učenje ni zgolj formalno, ampak da največje lekcije nosi prav vsakdanje življenje. Jaz mislim, da je to nekako že zdaj kar prisotno, oziroma je to že vsi vemo, da je pravzaprav življenje eno samo učenje. Ampak ne seveda učenje v tistem klasičnem pomenu besede, tako, ki ima včasih tudi kak negativen spomin iz svoje mladosti, ampak dejansko je to pridobivanje nekih znanj za to, da lahko sploh živimo. Zato so tudi naše teme take, da so povezane s sodobnim načinom življenja, se pravi računalništvom, financami, premagovanjem stresa. Skratka, tisto, kar nas nekako na eni strani bogati, na drugi strani pa seveda nekako tudi je stresno v tem našem življenju. Kaj naj še rečem? Zelo sem vesela letos, da se je tudi ta zgodba za dobitnike priznanj Andragoškega centra Slovenije za vseživljenjsko učenje. To so pravzaprav tisti najboljši promotorji našega poslanstva, našega dela, ker so to ljudje, ki so iz našega okolja, ki so naredili nekaj za skupnost, ki so, tako kot smo danes slišali, ki so trmasti, ki nas spodbujajo, da je potrebno pridobivati ves čas neke nove kompetence pa neke nove izkušnje. Se pa bo v Slovenj Gradcu kot vsako leto odvijala tudi parada učenja. Ja, parada učenja bo pa letos tudi nekaj posebnega in sicer zaradi tega, ker smo se nekako povezali bomo s harmonijo generacij. To pa pomeni, da se bo letos pripravil tudi film. To se ne dogaja v vseh mestih po Sloveniji in na osnovi tega bomo poskušali res 21. maja celo popoldne od 16. ure naprej v bistvu skrbeti za ljudi, se družiti, pripravljamo tekmovanja, vabimo družine, pripravljamo vroči stol za župana. Skratka, ne bi bilo to neko res praznovanje vseh generacij, povezovanje generacij in to je dan učečih se skupnosti, tako kot je pravzaprav imenujemo parado učenja. Vseživljenjsko učenje ni le fraza, ampak način življenja, ki bogati posameznika in krepi skupnost. Andragoški center Slovenije vsako leto s podelitvijo prestižnih priznanj osvetli izjemne zgodbe tistih, ki svojo predanost v učenju, premagovanjem ovir in deljenjem znanja puščajo neizbrisen pečat. Kaj pa nominirancem z Koroške, ki so se uvrstili v ožji izbor, pomeni ta nominacija? Ja, se pravi, sem predstavnik filmske šole Slovenj Gradec, ki je nominirana in predstavljam nas 3 mentorje in za vse nas 3 je to v bistvu ena dobra spodbuda za naprej, predvsem pač dobro dene, če si opažen, pač v kulturi tako velikokrat delamo stvari, ki ne veš, a bojo plodne ali ne, in je za spremembo lepo biti pozitivno opaženo, tako da smo ponosni. Življenje te uči in če se kaj naučiš, bi rekel, je ti dolžnost, da tudi druge naučiš in s tem se širi tudi krog, poznanstvo in največje zadovoljstvo je, če lahko komu pomagaš ali pa ga naučiš kaj. Jaz sem res vesela, da imela sem ta čas danes podeliti svojo zgodbo. To za mene veliko pomeni, da ljudje slišijo in spoznajo, kako tujcem začeti življenje v Sloveniji. In tudi jaz z veseljem delila sem to, da vse mogoče, če ti odprt, pa želiš, da tvoje
da je učenje zate ni samo faza v življenju, ampak to je tvoj način življenja. In potem boš uspešen in boš imel dosežke ne samo v svoji domovini, pa tudi v drugi državi. In zdaj želim reči, da Slovenija zame ni več tujina, ampak to je zame drugi dom. Nominacija mi pomeni res ogromno, ker ko sem se preselila v Slovenijo, si nisem predstavljala, da bom tako dobro znala jezik, da ga bom tudi učila in da bom tudi nekoč za to tako rekoč nominirana, torej oziroma skoraj nagrajena, no bom tako rekla. Tako da ja, res, to je čast, velika čast zame. Vsak izmed nominirancev pa za sabo nosi predvsem izjemne življenjske zgodbe, ki so jih oblikovale v tako posebne posameznike. Žal usoda me kot 10-letnega otroka, da ne bi rekel, prisilila, s tem pa po drugi strani sem hitro postal samostojen in tudi zaradi poklica terenskega dela videl praktično cel svet, vse kulture, vse sisteme in tudi veliko videl in doživel. Marina Poberžnik se je iz Ukrajine preselila v Slovenijo in se v zelo kratkem času naučila jezika, sedaj pa svojo poslovno potjo gradi most med Slovenijo in Ukrajino, veliko časa pa posveča tudi širjenju lastne strasti. To pomeni veliko o tem, da jaz delim to, kaj poznam in trenutno me zelo zanima marketing in te trendi in jaz rada to delim v vlogi delavnic. In če naredim kako delavnico in predlagam za podjetja, naprimer arhetipe blagovnih znamk po Karlu Jungu in to delim, ker te informacije ni tako dostopno in jaz rada to delim, ker to pomaga učinkovito podjetnikom. Aleksandra Riazanova je navdihujoča zgodba uspešne integracije. Kot priseljenka je v kratkem času osvojila slovenščino do akademske ravni, uspešno študira slovenistiko in rusistiko, zdaj pa kot tujka sama poučuje slovenščino tudi druge tujce in je, kot pravi, spremenila svoje poslanstvo v poklic, ki ga izjemno rada opravlja. To mi res veliko pomeni, ker v svoji službi oziroma tako sem rekla hobiju v poslanstvu uživam. In se mi zdi, da redko kateri dosežejo to v življenju in če ti uspe, mislim, da si zmagal, res, to je zmaga v življenju. In vsak lahko pride do tega, če ugotovi, kaj ga veseli in kako bi pač iz tega naredil kakšen posel tudi. No, tako da, ja. Društvo eksperimentalne umetnosti pa je svoje poslanstvo začelo z nekoliko drugačno filozofijo. Zdi se mi, da pač, če si želiš nekaj v svoje mesto in če mogoče ni pač prisotno ali pa na voljo, ne smeš preveč iti v smer jamranja, ampak moraš pač najti neko rešitev. In mi smo pač sam začeli tu ustvarjati to, kar smo si sami želeli, da bi bilo v nekem mestu, kjer živimo, da nam bi bilo prijetnejše. In to je pač postalo na nek način poslanstvo čisto mimogrede in zdaj to živimo, a ne. In dejansko nimamo občutka, da kaj preveč delamo, zaradi tega, ker uživamo v tem. No. In to je močno tista iskrica. Še posebej, ko delaš z mladimi, pa jim prenašaš neko znanje, se tudi ti kaj naučiš od njih in se mi zdi, da v bistvu tak dokaj lahkotno delo je zaradi tega, ker ti ogromno vrača, no, predvsem mladi. Na okrogli mizi so nominiranci predstavili svoje življenjske zgodbe, navdihe in lasten pogled na svet in od njih se zagotovo lahko veliko naučimo.